Pozdravljeni še z moje strani, cenjeni gostje in seveda spoštovano občinstvo. Kot je že direktor rekel, smo se zbrali v pereči temi, ki zadeva vprašanje razvojnega in gospodarskega preboja države. Namreč, da je znanost tisti ključni dejavnik v tem procesu, bi lahko skoraj da se oglašali vsi v tej dvorani. In ko sem pred dnevi govorila s skupino raziskovalcev, znanstvenikov, so mi zatrdili, da ima Slovenija toliko dobrega kadra z vrhunskim znanjem, da bi lahko tako rekoč postala svojevrstna Silicijeva dolina. Vendar, pogovor je nastal molk. Sledil pa je pomenljiv, res tak pomenljiv molk in ugotovitev, da je pri nas najboljši izvozni artikel zelo dobro, visoko izobražen kader, tistega visoko šolstvo in znanost uspela izobraziti kljub že nekaj let trajajoči finančni dieti. Čas gospodarske rasti pa je lahko tudi čas drugačnih razmislekov in dejanj, temeljitejšega povezovanja področja raziskovanja, visokega šolstva in gospodarstva za skupen cilj uspešnega razvoja države. In tu se nam zdi, da mora znanosti pripadati mesto nosilca razvojnih potencialov. Seveda je pa vprašanje, kako preseči obstoječe razmere, kako bolj povezati in dejavno usmerjati vse člene od znanosti, gospodarstva in pa strukturne politike za postopno uresničevanje tega razvoja. Mi smo k razpravi povabili res dobre poznavalce tega področja, to je profesor dr. Jože Damjan z Ekonomske fakultete, magister Samo Hribar-Milič z Gospodarske bolnice Slovenije, profesorica dr. Tamara Lah-Turnšek z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je pa tudi predsednica Nacionalnega sveta za znanost in tehnologijo. Tako. Profesor dr. Igor Pribac, on prihaja z Filozofske fakultete in v tej zasedbi edini humanist. Z nami je tudi dr. Andrej Horvat, podjetnik, gospodarstvenik z podjetja Silkem. Kot je že direktor rekel, smo pa povabili tudi politike, nove predstavnike, ampak so se opravičili zaradi obilice dela. Ponujajo pa roko in pravijo, da seveda si želijo, ko bo tako ali drugače konstituirana nova vlada, srečanja z vami, z gospodarstveniki in raziskovalci, znanstveniki. Zdaj upamo, da bo gospod direktor sprejel to povabilo in jeseni. Tako. Razprava je seveda odprta in upam, da se boste potem tudi vi iz občinstva oglašali k problemom. Z mnenji, vprašanji in tako naprej. Začnimo kar s enim problemom. Poglejte, strani znanosti so zadnja leta vedno glasnejša opozorila, da zaradi finančne podhranjenosti vedno bolj trpi razvoj, kar se odslikava na vseh področjih. Dejstvo, da je delež, ki ga država namenja za znanost, padel zdaj zgolj na 0,40% BDP-ja, bruto družbenega proizvoda. Pričemer smo seveda na samem koncu evropskih držav, kar je zaskrbljujoče. Po drugi strani pa se v nekaterih razpravah pojavljajo podatki, da Slovenija daje kar 2,2 desetinki BDP-ja za znanost, kar nas umešča med najvišje med evropskimi državami. Profesor Damjan, a vi lahko kako pojasnite ta neskladja? Hvala, najprej pozdravljam, se povečujem, da to zamudo. To je očitno problem, oziroma to je indikator tega, kakšna velika vrzel je med družboslovno sfero in pa tehnično naravoslovno. Sploh se komuniciramo, ne vemo, kje ste in ne veste, kje smo mi in tako. To je ključno. To je en drugačni problem, mislim, da bomo tudi kasneje malce več spregovorili. Ja, gledajte, pri nas naši rezultati na zvem kažejo super sliko, se pravi, statistika je še vedno ugodna, čeprav ta lepota se začati gradi. Se pravi, da mi vlagamo v raziskave in razvoj skupaj, mi smo že na 2,5%, da je pada to proti 2, in že pada po 2 na zasluge zadnje vlade.
ki je pustila, da to pada še naprej. In kljub temu, da je bila ministrica z naših vrst. Je pa seveda treba tukaj razdeliti vlaganja v raziskave in razvoj na dva dela. Za javno vlaganja in pa to, kar prispeva javni sektor, vlaganja v javnem sektorju in pa na to, kar prispeva poslovni sektor. V javnem sektorju vlaganja padejo od 2011 naprej, takrat v Zgorbičevih časih, ki je res dvignil ta sredstva na visok nivo v času krize. Medtem ko v poslovnem sektorju so pa vlaganja zrasla predvsem po zaslugi Tedajne Janševe vlade, se pravi, ko so dejansko uvedli spet nazaj olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj in tako so podjetja pač prijavljala, da vlagajo v raziskave in razvoj, se svoje razvojne projekte in s tem so pač napumpala ta vlaganja. Statistično gledano je to. V resnici, če pa res je povedati, kaj so podjetja v resnici vlagala in so prijavljala za vlaganje v raziskave in razvoj, pa noter najdete marsikaj, ste od cepistav, avtomobilov, tudi nekaj tehnološke opreme je noter. In šele zdaj, ko se je FURS spravil malce pogledati na naše davčne preiskave. To od lanskega leta, ne, šele FURS začel. So začela ta vlaganja statistično tudi precej upadati. Treba zdaj, tako vzredno življenje, treba učiti statistiko, od realnega življenja in tukaj je pač statistika odigrala svojo vlogo na podlagi spodbud, ki je država dala. So pač se gospodarstvo primerno odzvalo, ampak to ne odpravlja dejanskega stanja. Dejansko stanje bi se dejansko moralo ukladati v patentih in pa predvsem v inovacijah in pa v stopni intenzivnosti, tehnološke intenzivnosti našega zbora. Magister Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije je kar glasna vedno takrat, ko je treba reči, da bi gospodarstvo participiralo pri čem. Tu bi še enkrat opozorila tole, ker je profesor Damjan v bistvu tudi zapisal, da kar petina podjetij z dobičkom sploh ni obdavčena, in sicer predvsem zaradi tega, ker imajo podjetja možnost koriščenja visokih davčnih olajšav, največ za investicije vlaganje v raziskave in razvoj. Kaj ste na to kaj rekli? Nekaj mitov je, ki bi jih nakratko skušal razbliniti. Miti so takrat popularni in uporabi, ko si želimo nekega pojasnila, pa mogoče nimamo pravih podatkov. Tako se tudi ne strinjam z interpretacijo, ki je tukaj podaja gospod Damjan. Veste, da so nekatera podjetja zlorabila mogoče te olajšave, ampak dejstvo je naslednje. Slovenija je v lanskem letu 20 milijard svojega izvoza realizirala s podjetji, ki ustvarjajo več kot 60 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Za primerjavo, dodana vrednost v Gorenju je 31 ali 32 000 evrov. Povprečna slovenska dodana vrednost je pa 43 000 evrov. Se pravi 20 milijard izvoza, kar je več izvoza, kot smo ga realizirali leta 2006, smo mi realizirali že v nekih drugih razredih, kot je pa še danes uporablja statistika, zato da razlaga, da Slovenija tehnološko zaostaja. Ta vlaganja, ki so v preteklih 5-6 letih v slovenskem gospodarstvu, prinašajo dobre rezultate, ker najbolj se strinjate, da z slabimi vlaganji ne bi mi za polovico dvignili v 5 letih pri ključnih slovenskih izvoznikih njihove dodane vrednosti. Ker na trgu vsako leto globalno prihaja do stiskanja dobaviteljev. Slovenija je v glavnem dobavitelj, vendar smo vse več razvojni dobavitelj in dosegamo višje cene. Je pa res, na kar opozarja stroka, akademska, pa tudi gospodarstvo, da so javna sredstva za vlaganja v Sloveniji izrazito premajhna in tukaj pa smo na isti liniji. Ampak kakorkoli govori, da je gospodarstvo v slabi kondiciji, da je samo Lohnarbeit tukaj, da ni nobenega pravega razvoja, je napačno. Jaz si celo drznem reči, da je v tem trenutku tega ustvarjalnega razvojnega potenciala, ki prinaša novo dodano vrednost, nove produkte, ki jih lahko globalno tržimo, bistveno več v slovenskih gospodarskih subjektih, kot pa ga je v akademsko raziskovalnem svetu. No, ampak zanimivo, mislim, pravite, da so to miti, o čemer je profesor Damjan govoril. Jaz pa sprašujem, ali je pa potem to tudi mit, da se Slovenija recimo v zadnjih 10 in več letih ne uspe
plasirati recimo z izdelki visoko tehnološkimi izdelki. A to tudi mit? Ja, po mojem je mit, ker če ne bi imeli izdelkov, ki so tehnološko zahtevnejši, se strinjam, da niso visoko, ali pa najviše tehnološko zahtevni in bi tudi lahko dokazali, zakaj je tako, ker koliko malo se pa vlagalo v tovrstne tehnologije. Ampak če so podjetja v 7 letih, tistih 100 podjetij, ki ustvari 25% recimo iz slovenskega izvoza, povečali svojo dodano vrednost v izvozu za polovico, potem najbrž to je argument za to, da rečemo, to je mit, da ta podjetja niso več konkurenčna in da zaostajajo, da so premalo inovativna. Slovenija je nekaj, kar se inovativnosti tiče nekaj na povprečju, je pa res, da imamo pri patentih, predvsem pri tistih, ki potem pridejo do tržne realizacije, kar nekaj sistemskih, nekaj pa tudi subjektivnih težav. Zdaj ne bežimo od tega, samo za začetek bi rad ustvaril, saj enakovredno razpravo, da slovenskim gospodarstvom ni potrebno sodelovati. Ko sem se pripravljal za tole programizem, sem ugledna slovenska podjetja, pa tudi podjetja v tuji lasti, vprašal, kaj bi predlagali akademski sferi, da bi prišlo do večjega sodelovanja med gospodarstvom in akademsko sfero, ali pa raziskovalno akademsko sfero, so predlagali 2 stvari. Prva je, dosežemo v Sloveniji sistem financiranja raziskovalne znanstvene sfere, tako da bo bolj motivirana in nagrajena za sodelovanje z gospodarstvom. In drugo, kar je, naredimo mehanizme, da bodo znanstveniki in raziskovalci motivirani za to, da pridejo k nam v gospodarstvo. Ali to akcija, ne vem, kot smo včasih imeli oziroma program 2000 raziskovalcev, ali pa obvezno postdoktorsko prakso v podjetjih in tako naprej. Skratka, naredimo ukrepe, s katerimi bomo to povezali. Ampak kot rečeno, v mestnem času podjetja tekmujejo za globalnimi igralci na vseh tržiščih in v tem trenutku Slovenija tukaj dosega dobre rezultate. Še enkrat pa, ti rezultati pa niso zaradi neke načrtne razvojne politike, ampak so zaenkrat predvsem posledica nekega ustreznega okolja, v katerem podjetja delujejo. Mogoče čisto za konec. Še naslednja ocena iz ankete gospodarske zbornice. Ker 40 milijard slovenskega izvoza v letu 2017 je po naši anketi neposredno sodelovanje v letu 2017 za znanstveno sfero prineslo manj kot 1%, manj kot 400 milijonov evrov. Sodelovanje v preteklih letih, tisto, kar potrjujejo pa tudi evropske ocene, koliko je pri nas tehnološkega izvoza, pa manj kot 10%. Se pravi, mi še vedno veliko večino svojega izvoza, na katero stoji celotno gospodarstvo, ustvarjamo tako, da se mora v gospodarstvu zanesti, kot pravimo, zdaj se vse svoje prositi. Ja, profesor Damjan, skoraj morate najbrž kaj pojasniti tu. Ja, to da smo že imeli na gospodarstve zbornice in mesto nazaj, na začetek. Bomo kasneje še par detalj povedal o tem. To, kar je gospod Ivor Milič povedal, je seveda veliko tega je res. Najboljša podjetja so po definiciji izvozniki, ker najboljša podjetja se odločajo za izvoz, to je dejstvo, je pa zelo številka, od 20 milijarda izvoza po 64 tisoč dodane vrednosti, je pa malo traktirano, ker to bi pomenilo več polovice izvoza. Treba malo prevedati, gre za bruto vrednost, gre za dodano vrednost, smo na tem. Kar se tiče pa sodelovanja gospodarstva in pa akademske sfere, tukaj je globi prepad prej med nami, med drugi pa na razlovno tehnično sfero. Namreč ni identificirano, oziroma ni želje potem, da bi do tega sodelovanja prišlo in seveda, zdaj pa seveda se lahko obtožujemo, kaj je bilo pura reakcija, kaj je bilo prej, kdo je kriv, ker gospodarstvo ne povprašuje potem, ali ni v raziskovalni sferi, akademski svet močan za gospodarstvo. Kar se tiče ekonomije ali poslovnega svetovanja, lahko povem, da odlično se dobiva. Mi profesor na ekonomiji imamo pa določen specifična znanja, ki ga potrebujejo v poslovni sferi in jih lahko prodajamo. Seveda, gre za ta znanja, da se potrebuje gospodarstvo za razvoj mnogih izdelkov, mnogih materialov, večinoma, ampak mi smo na trgu.
Drugi del, raziskovalne svede je pa precej seveda na svojem bregu in med sabo ne sodelujejo. Jaz mislim, da je ključen, da je problem odvesti. Problem je tako pri podjetjih, ker so pač v enem svojem zagonu in proizvajajo izdelke, ki so že zdavno proizvajala, ki dobivajo naročila na trgu in pač delajo to, kar znajo. Ni pa velike potrebe v tem, da bi dejansko na veliko inovirali, razen pri majhnih pri novih podjetjih. Torej, podjetja, ki nastajajo predvsem na visokotehnološkem sektorju, majhna podjetja na start-upi, dobijo na vsem drugih paradigmi, ki gre za res nove ideje, invencije, za nove aplikacije, ki seveda potem prodajajo na trgu. Tukaj učimo izhajajo iz neke akademske svede in na podlagi tega potem se to prenaša v gospodarstvo. Ta pomeni, da relativno majhen delež skupne dodane vrednosti, ki so pač majhni. Nas morate vedeti, 3% podjetij ustvarjajo 97% celotnega slovenskega izvoza. Tukaj je zelo velika koncentracija in nekaj velike podjetij, ki ustvarjajo velik del izvoza. Ta podjetja so pa tam nekje na ravni srednje tehnološke inkluzivnosti in ta ne čutijo potrebe, da bi sodelovala recimo na tvami. Se pravi, tudi programov, ki bi to spodbujali. To je ključen problem. Se pravi, na eni strani država ni uvedla mehanizmov za to sodelovanje. In tudi imamo problem mladih raziskovalcev, ki ne prihajajo v gospodarstvo. Imamo problem, da ljudje, raziskovalci, ki so zaposleni v raziskovalnih inštitucijah, nimajo nobene motivacije, da bi tudi sodelovali s tem. Namreč, jaz, če pripravim evropski projekt, ki sem jih pripravil na našo fakulteto že več kot 20, jaz od tega naredim niti evra. Zatem to počel. Pač ta sredstva gre za moje mlade raziskovalce, za kakšno konferenco grem, kakšno podatke se lahko kupim, ampak kaj bi to počel, konec koncev. Tukaj ne popravimo našega zakona o raziskovalni dejavnosti, ki bo mogoče tudi nagrajevanje iz tega naslova in bolj podjetniško obnašanje. Že na te ravni se prijavljamo na projekte, kakšne na ravni inoviranja in spin-off podjetja. Tako naprej se zadeva nekako upravljamo. To prakso bi največ tudi to od raziskovalcev samih povedal, ti znanstvenikov. Poglejte, profesor Turneršek, vi ste kot predsednica Nacionalnega sveta za znanost in tehnologijo na vsaki seji ponavljate to, da je seveda s tem denarjem, s temi financiranjem, s tem sodelovanjem pač ne gre. To me zanima, a znanstveniki niste znali skomunicirati recimo in s vlado oziroma državo in niti s gospodarstvom nekega sodelovanja? Ali je prišlo tudi do kakšnega kleša recimo? Ne, so pa stalni dialogi. Namreč Svet za znanost in tehnologijo se tako imenuje še iz tistih dobrih starih časov, ko je bilo tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo v enem resorju. Takrat je tudi država, ne vem zakaj danes ne, bolje razumela pomen znanosti. Pomen znanosti ni samo učenje, ni samo pridobivanje znanja, ni samo da ustvarjamo eno družbo znanosti, ampak je predvsem pomen v razvojni politiki, v razvoju države, torej sodelovanja z gospodarstvom. In noben od sogovornikov, da znajo razni, profesor Damjan je v eni samem stavku omenil, da je pravzaprav ključni problem država. In jaz sem pripričana, država svojo ne razvojno politiko. Razvojno-inovativna politika v Evropi je danes paradigma, ki se držijo vse razvite države, kar lahko preberete analize OECD-a, katere države to so, katere niso v Evropi in v svetu. Naša med te ne sodi. Kakšne mehanizme pa ima recimo ta svet, recimo, da lahko sproži, recimo, oziroma niti ne bo rekla prisili vlado, da... Ne, naš svet kot svet lahko svetuje, več od te naloge mu država ne dovoli, kajti potem se zbira tudi svoje svetovalce, ne vem odkje, in pravzaprav je prišlo nekak res do razkoraka, predvsem ko smo delali zadnji raziskovalne dejavnosti, kjer smo predlagali vrsto ukrepov, ki jih potem vlada ni sprejela oziroma jih je zavrnila. Torej, svet pravzaprav nima nobene prave besede. Lahko pa povem v razpravah, ki smo jih pa imeli zelo veliko, torej država je zdaj na potezi. Država mora ustvarjati inovativno okolje in mehanizme, ki pravzaprav bi ta prenos med akademsko znanje, tehnologij, metodologij in raziskovalcev akademsko in gospodarsko sfero motivirali, kot je bilo rečeno. Torej ne, ni krivda na raziskovalcih.
krivda na gospodarstvu, ampak predvsem na državi, ki ustvarja take šole. V RIS-u naši raziskovalno-inovacijski razvojni strategiji Slovenije 2011 je bilo to v precejšnji meri zajeto, kajti ta strategija ima tudi inovacije in gospodarstvo vključeno v razvoj znanosti in razloževanja. Torej, tam so že znani ukrepi. Kakšni so te ukrepi, ni težko ugotoviti, če se to preberete, lahko pa na kratko povem. En ukrep, ki je seveda je bil pospešiti delovanje tehnologije, Agencija za tehnološki razvoj. Tehnološka inovacijska agencija, kot smo jo imeli in je delovala tudi pri istem ministrstvu kot ANRS. Tukaj je bil vzpostavljen dialog in tukaj so bili tudi mehanizmi, kako se ta agencija financira in kako razpisuje projekte, ki naj to povezavo prvič motivirajo oziroma posebno motivira finančno, da se razpisuje za določene projekte, kjer oba partnerja lahko sodelujeta in oba potem najdeta skupni jezik, potem, ki se izkaže v rezultatih, ki so novi spin-off podjetja, ki so lahko tudi biotehnološki inkubatorji, ki inkubirajo te ideje. Torej vse, kar nekaj financirajo, tako imenovano razstopno 3 do 6, zdaj niče ne financira, pravzaprav nobena agencija, ARS ne, gospodarstvo pa samo, kadar le čuti potrebo, ampak je naravnano izključno. O teh predlogih bomo mislili to, kar ste opozorili. Ja, seveda, če bomo najbolj še recimo bolj na koncu rekli, kaj narediti. Tako. Ja. Doktor Horvat, vi prihajate z gospodarstva. Pa me zanima, kakšno absorpcijsko moč pa ima gospodarstvo, da lahko absorbira recimo vse to, kar recimo mnogi uspešni znanstveniki res ponujajo. To, kar znanost ponuje, ne? Prvo, za nas mora zadeva izgledati zdrava, že na začetku. To pomeni, da bo lahko izvedljiva, da bomo lahko realizirali ta projekt, da pa prijemo do takega zaključka, pa ni dovolj ideja, pa bomo neki majhen vzorec, ker tistega mi komaj da vidimo. Običajno naše stranke želijo imeti neko količino, s katero lahko naredijo nadaljne probe in tista testiranja so signal, da je zadeva zdrava, če tako rečem. Torej, manjka nekaj med inštitutom in pa potem med podjetjem, kar bo imelo dovolj veliko kritično maso. In temu mi rečemo seveda pilotna postrojenja, oziroma nekaj, kar bo lahko naredilo par kil ali par ton, zato da prepričamo v končni meri naše kupce nadalje. Ideja je lahko odlična, vendar prepričati se moramo, da bo iz nje moč narediti uspešno zgodbo. In spomnim se recimo RIP 09, ki je bil zelo dober primer, ko je država subvencionirala, da smo lahko naredili pilotne naprave. Danes nam subvencionirajo vsi ti projekti, bolj manj raziskovalne ure, pa tam nekaj pošalo in se tu konča. Taka pilotna postrojenja bi lahko bila v okviru inštitutov, lahko so neke, zaradi mene tudi neodvisne zadeve, lahko so nekaj podjetja naredijo. Podjetje si naredijo tiste, ki so v njihovem primarnem interesu in ki bodo relativno hitro dalo odgovor na nekatero vprašanje. Tako da mi imamo izkušnje, recimo, da mi smo strokovnjaki za sušenje, za tam temperaturne obdelave, se pravi kalcinacije, pač v kemiji. In k nam hodijo tudi druga slovenska podjetja, recimo v Silkem Pitičevu smo mi, nastali smo na pogorišču tovarne glinice na aluminija, uspeli smo preživeti, čeprav smo bili zapisani pod vlado, ampak danes je v portfelju naših izdelkov recimo tretjina tistega, kar je nastalo na pogorišču, in 2 tretjine pa tisto, kar smo potem naknadno ideje uspeli realizirati. No, od tega je 27 let, ampak mi smo v zadnjih 20 letih 10-krat povečali promet. Število zaposlenih smo povečali 2-krat. To govori o naši učinkovitosti. Zato smo ravno nekaj tudi, če primer približno 6 000 dodane vrednosti na zaposlenega. Če lahko sam to omenim, recimo, to absorpcijsko moč, ne? A veste kaj, nekateri, recimo, raziskovalci, znanstveniki, recimo, pravijo tako, ne?
da industrija hoče reševati svoje probleme in pričakuje od znanosti seveda pomoč, kar je seveda legitimno. Ne? Vendar pravijo, da so seveda včasih ta pričakovanja prevelika in pa zelo kratkoročno usmerjena. Ne? Mnogi zato tudi kolebajo, ali bi sodelovali z industrijo ali ne, recimo v posameznih projektih, ker jih pa moti tudi to, da je premalo natančnosti v teh preizkusih. Ne? In gre samo za velika pričakovanja, oni so se zelo plastično izrazili, so rekli, da seveda industrija pričakuje od njih take seksi rešitve. No ja. To so privlačne, pa kratkoročne, pa to. Gotovo mi rabimo, bom rekel, rešitve za vse, kar nas pač tale. V letih, ko se kujejo dobički, smo še bolj dozetni za nove ideje, zato ker je zato, da se dosira. Ker tudi to na nek način tisti stanje razvoj pač generira nova delovna mesta in pa tudi višji dodano vrednost. In to nas vedno mika. To se pravi projekti, ki bodo kazali neki potencial, so za nas vedno zanimivi. Nekaj kdo jih plasira, lahko jih plasira zaradi mene inštitut, lahko država, običajno beremo take pobude svojih kupcev, zato ker imajo oni svoje težave in želijo, da jim pomagajo. Tako da več je receptov, ampak v vsakem primeru zaupnem, da se to poznamo, da se zaupamo, da vemo, na kjer naslov moramo potrkati. To mi delamo s Kemijskim inštitutom, nam to, tako sodelovanje je že tradicionalno, ker smo pač sindikatna kemija in tudi delek sindikatna kemija in pašamo enih drugim. Sedaj imajo dovolj znanja, so močni teh Seveda, zato ker mi se ne moremo prvošti, niti se nam ne splača, da bi šli fundamentalne raziskave delati. Mi moramo servisirati, se pravi, naše rešitve morajo biti hitre in v realnem času. To ni, da bi mi čakali razpise in potem bomo čez 5 let bomo nekaj rodili, mogoče takrat več nam interesa. Je že vlako kaj? Ja. Sem še profesor Privac, smo pa vi, profesor Damjan, vi ste, profesor Privac, vi ste politični filozof, ne? Za filozofe pravimo, da vaša naloga je, da mislite družbo, predvsem ne družbo, ne minulosti, ampak prihodnega pogleda. Me zanima, kako vi doživljate recimo te probleme, o katerih smo zdaj govorili. Kaj vi pravite? Lahko mogoče si privoščim, da vaše vprašanje vendar na začetku nekako malce priredim in odgovorim na neko nepostavljeno vprašanje v resnici, kaj je s humanistiko v tem okviru. Ja, to pa res, jaz ste edini humanist, recimo, v tej družbi, največ tudi v publiki, ne? Tako, ja. Mislim, da je lahko to za vse nas zanimivo, kar imamo za povedati, ker prva ugotovitev je nekako, da humanistika je tule obrobna veda, pravzaprav se s težavo prebije v status znanosti, pogosto jo marsikdo takne bolj v kulturo kot v znanost, mi razvijamo vede in neznanosti in zato verjamem, da ne samo med naravoslovci, ampak tudi če bi vprašali ljudi, bi kot znanost ne postavili na prvo mesto, ne vem, jezikoslovja, ampak ne vem, fiziko in tako naprej. In pravzaprav se je to spet zgodilo tako, ko je tudi kolega Damjan rekel ločnica med naravoslovjem in družboslovjem. Veste, humanistika v resnici ni družboslovja, obstaja neka ločnica tudi med družboslovjem in humanistiko, ki je sicer manj jasna, kot je tista med naravoslovjem in družboslovjem, ampak v resnici lahko govorimo o 4 poljih nekih temeljnih ved, ki se poučujejo na univerzi in ta polje so seveda naravoslovje, tehnologija, družboslovje in humanistika. Seveda, so problemi s to uvrstitvijo, so določene vede, določene znanosti, določene discipline, ki jih težko uvrstimo, ampak vendarle mislim, da je dobro za trenutek pomisliti na ta 4 polja in ugotoviti najprej, da imamo med naravoslovjem in tehnologijo nek odnos, ki ga družboslovju in humanistiki ne pripisujemo. In to je ta odnos zelo, bom rekel, tudi ta odnos je sicer spet lahko problematiziran, ampak vendar v osnovi še drži. Namreč, da naravoslovje ugotavlja kaj, kako je in da je tehnologija tista, ki te ugotovitve, bazične ugotovitve temeljnih raziskav naravoslovja uporabi za to, da izdeluje nekaj, kar služi
zadovoljevanju določenih potreb družbe. Torej imamo nek odnos čistega raziskovanja in uporabe te raziskave za to, da nekaj uporabnega z njimi naredimo. Prva ugotovitev je, da v družboslovju in humanistiki ta model ni tako jasen, če sploh lahko o njem govorimo. Da nimamo torej neke bazične ravni, nekih raziskav in neke uporabe teh raziskav na ta način, da bi neke tehnološke, bom rekel, izume ustvarjali s pomočjo dognanj družboslovja in humanistike. Na področju družboslovja se to še morda nekako da in mislim, da je prava ekonomija tista veda, ki lahko to najbolje dokazuje. Če postavi ekonomist nek razvojni model, je to nekaj, kar lahko primerjamo z neko napravo, ki nas bo nekam pripeljala, ki bo nekaj koristnega naredila, ki bo ustvarila dodano vrednost. Ampak že sociolog bo malo težje to kaj podobnega naredil, čeprav trdim, in to je moja druga taka trditev, v resnici ni res, da to, da pač v družboslovju in humanistiki takega odnosa dvostopenskega, kot ga imamo na naravoslovju tehnologiji, da tega odnosa pač ne moremo napisati tudi družboslovju in humanistiki v celoti. Da to je mogoče tudi na tej strani razmišljati tako, da ustvarjamo neke uporabne, kaj bi rekel, uporabne stvaritve, ki lahko dosežejo določene namene. Čeprav je to, še vedno bom dodal, v humanistiki to najtežje narediti. V kakšnem smislu lahko to govorimo? Ampak, gledajte, recimo razvoj te moderne družbe, 4 oziroma zdaj že 5 prihaja, to bomo potem kasneje rekli. Seveda se sprašuje, ne vem, pred meseci je bil tu tale Andrej Eagleton, ne vem, če ga je kdo poslušal na svojem predavanju, on je iz Oxforda in je rekel, da seveda že imajo tudi na Oxfordu problem, tako, ne, kaj s humanistiko, a izginja, a se odriva na stran. No, sej do tega ravno kaj prihajamo. Glejte, jaz mislim, da imamo družboslovje in humanistika ima en problem, za katerega, torej, del odgovornosti za to izrinjanje rob lahko pripišem tudi nam samim, družboslovcem, humanistom, sam sem tudi sociolog, torej se priznava tudi za družboslovca, ampak v čem je ta problem? Da nočemo o sebi razmišljati tako, da bi izdelovali nekaj, kar bi imelo uporabno vrednost. Da sami sebi pripisujemo pogosto vrednost, če se ukvarjamo s stvarmi, ki so, bom rekel, čisto naravne neke ugotovitve, nekih temeljnih stvari v zvezi z družbo, v zvezi s kulturo, nimajo pa uporabne vrednosti. Dodatno vrednosti za mnoge moje kolege imajo stvari, ki jim ne moremo pisati nobene uporabne vrednosti. To je seveda stališče, ki ne vodi nikamor, po mojem mnenju. Kako recimo potem gospodarstvenik lahko reče en filozof, a ne? Mislim, kakšna njegova dodatna vrednost, recimo za, če govorimo že o teh gospodarskih zgodbah, ne? In povezali se raziskovanjem. Trdim, zdaj prihajam do tega, da pač res je, da bo gospodarstvenik, da bom si težko predstavljam neko podjetje, tudi največje, ki bi najelo kogarkoli iz humanistike, razen psihologov, ki so razred zase in ki sploh, za katere bi ne rekel, da nujno sodijo prav v humanistiko, a ne, tudi sami se ne ravno nujno prištevajo mednje, ki bi ponudili kakršnokoli specifično rešitev, ki bi bila plačljiva, ki bi bila toliko vredna, da bi jo plačalo kakršnokoli gospodarsko podjetje. Vendar to ne pomeni, po mojem mnenju, da bi humanistika ne mogla in ne bila lahko pomemben faktor zvišanja dodane vrednosti v nekem gospodarstvu. Prihajam do odgovora. Kaj pa naravoslovnim raziskavam? Recimo, tu imate naravoslovce. Glede, to bom nekaj. Humanistik, ne pa, ja, nekako me stiskate tako, da sem porabil več časa do drugi, mislim, da kaj nisem še dostojil, veste, samo da spet, da preprosto moram razumeti to do konca. Povejte, humanistika, v čem je razlika med humanistiko in družboslovjem? V tem, da humanistika se ukvarja predvsem z pojmom kulture oziroma z simbolnimi formacijami. Če je neka razlika, je po mojem v tem. A ne, zdaj pa, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da smo mi strokovnjaki za vse vrste
vrste, bom rekel, analize kultur, za analize jezika in seveda s tem tudi za komuniciranje. Zdaj, ali je komunikacija kakorkoli pomembna, ali prispeva k dodani vrednosti? Ja, mislim, da je odgovor na to odločen. Da, in da je to mogoče tudi najbolj prezrta sfera dodanja vrednosti in da je slovenski razvojni problem prav v prezrtosti te sfere. To je moja teza, ki jo zdaj seveda, če hočem razviti, spet bom porabil nekaj časa, ne vem, če je zdaj priložnost, ali bomo... Drugič upam, da ne upam, da še danes, ampak, kaj veste, tu se stvari začenjajo. Jaz mislim, da, torej, če ugotavljamo, da je na vseh področjih, od politične kulture pa do problemov znotraj kliničnega centra, problem premajhne, nekvalitetne komunikacije, potem verjetno tisti, ki smo strokovnjaki za to, pa veste, tudi razvoj turizma. Vprašam vas, kako si predstavljate razvoj turizma brez razvoja znanja o drugih kulturah in o razliki med njihovo in našo kulturo in poznavanju kulturnih kodov komunikacije? Koliko spodletelih projektov sodelovanja z Kitajci nam je ušlo zaradi tega, ker nismo znali na ravni državnega protokola pristopiti na pravi način v komunikaciji s temi od nas zelo različnimi kulturami. Veste, odprtost, kulturna odprtost, sposobnost komuniciranja je nekaj, kar v resnici dan danes zauzema po mojem mnenju tisto mesto, ki ga je nekoč Karl Marx pisal težki industriji, oziroma primarnemu sektorju, češ ekstrakciji rude in ekstrakciji rude in težki industriji, ki proizvaja delovna sredstva za normalno industrijo. O čem govorim? O tem, da v resnici ni nobenega produkta, tudi naravoslovnega, tehnološkega produkta, ki jih se ne ustvarjajo tudi z dobro komunikacijo. Torej, komunikacijo na ravni do poznavanja potreb naročnika, ampak seveda tudi potem z drženjem, z oglaševanjem, z komuniciranjem z javnostjo in tako naprej. Tu seveda bi naj postopili tudi humanisti. To sem jaz presprašvala profesorico Lah-Turnškovo, koliko so oni skomunicirali recimo s gospodarstvo in znanost kot taka. Mislim, da ne gre vsak sebi. Zelo plastično je povedal, recimo, kako medvedami prej v začetku profesor Damjan. No, naj pojasnim, ker se ne moram bolj strinjati z vami kot vse, s vašim izvajanjem. In moja začetna teza, da nismo razvojno-inovacijsko naravnana družba, vsebuje tudi pomen znanosti za vse vede, torej ne samo tehnologije, naravoslovja in tako naprej. Ne gre samo za to, gre za to, da se razvija znanost na vseh področjih, rešuje vse probleme družbe, od okolja, zdravstva, komunikacije, če hočete, turizma, skratka vse, kar nas zadeva. In tukaj so napredki, tukaj se mora to povezovati. Ta inovacijski del bi pravzaprav mogla vlada skozi vse resorje enako horizontalno povezovati. Na vsakem ministrstvu, kot beremo lahko recimo iz analiz skupine RISE, to je Research Innovation Science Experts, ki je bila ustanovljena 2015 v Evropski komisiji, torej Carlos Moedas, to je komisar za znanost, jo je ustanovil in mu je svetovalni organ. In prav tam lahko berete, kako pravzaprav je treba to povezovanje med inovacijskimi telesi, torej strukturami na vsakem resorju zagotoviti, da bo celotna družba se potem po tej vijačnici lahko razvijala v smislu, da bo vključevala znanstvene izsledke takoj v svojo prakso. Ne samo tehnologije, torej vse naše družbe, vsi problemi. Se to je res, jaz da samo veste, pravi papir prinese vse, treba je pa v prakso spraviti. Mislim, da nekatere države to dobro spravijo. Ja, seveda. So primeri in te so tudi najbolj uspešni. Te imajo visok razvojno-inovacijski indeks tudi v tehnologijah, ne pa na repu, kot smo mi, čeprav vlagamo 2% gospodarstva vlade v zdravje. To ne drži. Ne, mislim, brez dvoma, to, kar je profesor Primer povedal, to so seveda neke osnove, a ne, recimo tudi potem okolja, ki mora živeti. Samo, a veste, ne vem, se mi zdi, da Slovenci še nekako nismo presegli, recimo tega, vprašaš ljudi, kaj je bilo pa na konferenci, nekaj so filozofirali, ne. A veste, mislim, da... Vprašanje politike, kaj je bilo? Kaj? A tu znaš? Da tudi... Mislim, to je... A veste, filozofija kot taka, mislim, se nišče ne pojame, to ima negativno konotacijo, bo tu se potem kršili, to vzorc postane, ne?
Ja, lahko še dodam pač našo izkušnjo, ko smo še pred volitvami, to je bil odbor Shoda za znanost, organiziral v Cankarjevem domu dialog za politiki, vodil je dr. Matjaž Kuntar kot moderator, kjer smo hoteli ravno to izmeriti temperaturo zavedanja politiki, ne samo ki so pač tudi rečeni. In smo bili zelo razočarani na tem, da pomena znanosti pravzaprav ne razumijo, čeprav so morda v njihovih političnih programih te točke naštete, nekateri bolj, nekateri prav nič, ampak ključni igralci, ki naj bi zastopali v teh strankah ali pa saj bili odgovorni za razvoj znanosti, tega niso razumeli. Zato so ponudili roko direktorju Kemijskega inštituta, profesora Terluku, da pridejo v jesen in se sporočijo. Tako oziroma tako. Ja. Zdaj pa, ja, profesor Damjan, vas sem prej tako rekoč preskočila. Ni problem, jaz sem mogoče samo tukaj je to zanimiva debata in se moram reči, se zelo strinjam z vsem. Ampak bi pa dodal dve stvari, nekaj na to, kar je povedal gospod Horod pred tem in pa še pred tem bom pa povedal to, mislim se navežem na to, da je bila debata glede pomena humanistike. Namreč, jaz blazno pogrešam ta rdeči prispevek komunistike v našem študiju. Komunistika je edino pomembna za te filozofske podstati, sociološke podstati, ki je enostavno danes praktično izumrla. Pravi, izvideli so visokega študija. Če jaz študiral, jasno sem že precej star, smo še imeli in filozofijo, dveh letniki in sociologijo in tako smo videli neke osnove. Tudi v srednji šoli smo imeli, v tem socialističnem času smo imeli filozofijo in to je tisto, kar ti dejansko naredi neko osnovo, neko širino ti da kasneje in še na to lahko ti potem se specializiraš na nekem drugem področju. In to je tisto, kar nas temeljno manjka. In zaradi tega mi danes dejansko naše visoko šolstvo producira fahidiote. Gospodarstvo jih ljubi, ampak ti fahidiote, kot je spravljeno tudi mojim kolegom, namreč tako na našem faksu, kot tudi čez na FAPP-ju, jaz sem par let tam predaval ekonomijo in ti študenti so pri meni kasneje delali magisterije iz FAPP. Ko sem videl, kakšna razlika je med matematiki in pa med ekonomisti, mislim vseeno malo če širši. Matematiki dejansko živijo v svojem modelu, oni mislijo, da to je realni svet. In mene je to blazno begalo. Se pravi, še en grafično ponazoriš nek model, abstraktni model razmišljanja oziroma koncept nečesa, oni živijo v tem notri, oni mislijo, da ko premikaš krivulje, da dejansko to je to. In recimo, gospodarstvo ljubi take, recimo finančna industrija ljubi tiste, ki naredijo diplomo, ki so matematike ali pa z fizike, zaposlujejo jih je ogromno. Ampak ti fantje dejansko živijo v nekem svojem svetu svojih algoritmov, oni ne vidijo realnih, oni ne vidijo posledic svojih dejanj. In te podobne z menedžerji, tiste, ki mi produciramo na našem faksu, pač mi jih učimo pač tehniko optimizacije, super, kako minimizirati stroške in potem ti je tam naš kapital imaš delo, in pač, ko bo še povečal učinkovitost, kot je prej gospod Hribar povedal, zmanjšaš število zaposlenih in glavna vrednost na zaposlenih tudi naraste. Zelo enostaven problem. Mislim, zelo enostavno rešljiv problem. Mi te tehnike odlično, relativno dobro učimo na naše fakulteti in na ostalih osnovnih šolah, ampak dejansko pa ne damo študentom diplomantom, odločim gospodarstvenikom te širine in tako naprej, da tudi znajo se vklopiti v okolje. In kot veste je ta model stake shareholder reže, kot so ga uveljavljali v ZDA v 80-ih letih in je velja še danes, da mora menedžer producirati vrednost za svoje delničarje, je bankrotiral. Namreč izrodil se je to, da dobivajo menedžerje visoke bonuse, da čim bolj povečujo vrednost delnice, da povečujo vrednost svoje delničarje, jasno. To pumpa borze in to vodi potem kasneje v ekscese. In zdaj se nazaj uveljavlja, v Harvard Business Review so imeli 6 let nazaj so imeli člani prav v tem, kako je treba nazaj rehabilitirati stakeholder model, stakeholder value, se pravi dejansko, ki morajo podjetje maksimizirati vrednost za vse stakeholder, vse deležnike tukaj, tem, se sedaj tudi za okolje. Če se imaš poštevati okolje, imaš poštevati ljudi, ki živijo in tako naprej. In tukaj nam manjka ta vpliv humanistike. Trebamo nazaj uvesti te predmete. Tukaj se je bilo to postavljeno na steni. Tukaj vi ste še pred skromni, vi ste zašli mogoče eno majhna segment, ampak jaz povečam to širino in tako naprej. Pri vseh. In tudi na tehničnem področju, recimo, če se veste še takšnega Nobelovca z biologije ali pa z kemije, ko so ga vprašali, čemerkoli drugem razen v njegovem oskem specialističnem področju, je spadal Goebbels.
tako kot se spadli prebivalci mislice, ko jih vprašajo, nekaj, kako bi rešili, recimo, svetovno neenakost. Pojma, sanje se jim ne. Tako se tudi Nobelovcem, največjim umom, stanje. John Nash, največjim umom v ekonomiji, je bil zelo osko usmerjen, vse ostalo je bil ponovno analfabet. In to je problem te pomanjkanja širine, ne radimo oboje. Še dovolite. Ja, izvolite, ampak bi imela samo eno pripombo, recimo, vi imate poslovni sektor, ta izobraževalni mislim je zelo močen, ne? Ta poslovni diplomati, ne? Poslovne šole, poslovne srednje. Kot sem jih jaz, in to jih ogromno producirate, bom rekla, ne? Ki grejo potem seveda po različnih podjetjih, pa je mene enkrat zanimalo, ne? Kaj se dogaja, da potem gospodarstvo razcveti se, če imajo toliko nekega znanja, kar se vam seveda očita, da ste bolj ekonometriki. Veste, kaj so oni rekli? Da jih te tako imenovani, ne vem, da je tak izraz, old boys in spustijo zraven k upravljanju, recimo, podjetnih. To je zdaj spet. Vse gleda, da se senioriteto počasno gledaš naprej, tako boljši se že prebijajo, tisti, ki so bolj, recimo, kaj manjka, mogoče te etične komponente, tisti, ki gre prebijajo. So bolj brez skrupov. Dopoldan smo imeli tu na Kemijskem inštitutu ena vaša kolegica predavala generacijsko sožitje, nekaj takega, ne? Zelo zanimivo, ne? V teh seksualnih poljih, ne? Ja, če imate, kaj počne, to je res, ja. Če dovolite, mogoče sam še to pojasniti, ker gospod Horvat malce prej govoril o tem veliki vrzeli. Namreč ta vrzel, ki obstaja med gospodarstvom, njihovimi potrebami pa znanostjo, pa akademijo, je na eni strani objektivna narava, drugi strani pa subjektivna narava. Ta vrzel je vse posod. Spravi, imamo mi en sektor, recimo, ki proizvaja inovacije, in potem imamo veliko problem, kako te inovacije spraviti v proizvode. In to velja za zdaj svet. Pri nas je še problem malce večji. Spravi, to je ta faza med TLV3 in TLV6, se pravi, kako dejansko prototip narediti. To, kar je gospod Horvat, spravi, nekaj uporaben kot proizvod. Tega financiranja pri nas ni. In ta zadeva, ki se imenuje dolina smrti, ni za manj. Večina inovacij propade, ker pač so se bolj si pokazali kot tiste, ki ne morejo preživeti v realnem svetu, ali pa ni bilo dejansko dovolj, niso bili uspešni pri komercializaciji, zaradi njih dovolj vlaganja. In tudi, ko države to rešujejo, večina držav nastavi dva sistema sta. En je čisti tržni sistem, ki dejansko stvarjajo tveganega kapitala, ki vlagajo, iščejo na trgu nove patente, ali pa še predtem, in potem investirajo vanje. In tukaj, kot veste, je uspešnost to najmejna, tako v ZDA, kot v Evropi je uspešnost približno 1%, se pravi na 100 super idej, ena komercialna uspe. In recimo v Evropi je bilo lani vlagan tveganja kapitala na tehnološkem področju za 18 milijard evrov. To je bilo ogromna sredstva, ampak v 4 krogih financiranja preživi samo eno na 100 idej. Tista pride do končne komercializacije. In tisto potem odkupi neko večje podjetje, ki je že na trgu. Ampak to ne pomeni, da so ta vlaganja tveganega kapitala neuspešna. Niso, ampak ta ena ideja, ki uspe, ustvariti za 3-kratnik celotnih vlaganj v vsakem letu. Zato je koliko komercialno uspešno. Drugi način tega financiranja, oziroma zapiranja te vrzeli so pač državna, preko javnega financiranja, tehnološke agencije s svojim programom, to, kar smo mi že imeli, pa smo potem posledili propasti naprej, to je to, kar pri nas manjka. Pri nas manjka predvsem to, da bi tehnološka agencija s svojimi programi znala identificirati take dobre ideje in jih potem sofinancirati to faze prototipa, koliko potem noter stopi poslovni partner, oziroma podjetje, ki hoče to komercializirati. Prej podjetje ne more vstopiti, ker je preč tega nazaj. Ena na 100 uspe, zakaj bi eno tako podjetje, ki se ukvarja, ki mora prodati svoje izdelke, ki mora živeti, mora nahraniti svoje, plačati končno mesto svojim zaposlenim, zakaj bi dejansko investiralo v neke inovacije, če ne ve, da je to uspešno. Oni pridejo še takrat, ko se pokaže, da ima ta produkt komercialni potencial. Zato smo s kolegi pred meseci predlagali ta nov model, se pravi nov model, ampak v Slovenijo spet nazaj. Tehnološka agencija, ki ima na letni ravni recimo tam budžet proračun 200-300 milijonov evrov
in pa znotraj te agencije, da imamo nek sklad tveganega, javni sklad tveganega kapitala. Recimo 30 milijonov na leto, kjer se identificirajo najboljše ideje, takrat jih predlaga Magali Akademija, kako je že, in tja se potem priloži javni denar. Zdaj to ilustrira s primerom mojega kolega Emrija, Igorja Emrija, Ja, strojni fakultet. Ja, strojna fakulteta ima en super izdelek, se je spomnil, oziroma več ima, en izmed tih je recimo ta izolacijski material. Se pravi, on je izumil se zelo preprost način, da ima neki izolacijski material lahko z 10 večjo izolacijsko učinkovitost, kot pa obstoječi na trgu. Potem hodil nas okrog, po raznih podjetjih, da bi bil financirane sredstva, ne, prez prototipov. To je za nas reč tega prez prototipov. Kot je hodil javnost, kako se prijaviti na javne razpise, ki jih ni bilo še danes, imamo ta razpis od januarja, februarja ta razpis, pa je totalno neživljenjski. No in kaj je šel na koncu, je pač tam prijatelj v tujini, je šel na BASF. Namreč potencial za te izolacijske materijale, svet je 12 milijardi evrov, v Evropi 4 milijarde evrov. Šel je na BASF in so potem vložili na noter 2 milijona evrov in so ga naredili prototip. Ampak, čem je problem za tega? On bo uspel to prodati, mogoče bo vgledel osebno, bo prodal svoj patent, ampak učinki bo šli po tujino. BASF je živel od tega, njihov dnevno letno zdravstva, ne pa naša. Zaradi tega rad bi pri nas programe, take javne sklade, ki bi vlagali te zadeve in potem tudi učinki ostali ne samo v Sloveniji, ampak bi tudi, recimo, ko bi se ta sklad potem prodal ta prototip enemu podjetju, bi to šlo nazaj v ta sklad in bi šlo dejansko potem za financiranje naslednjih projektov, oziroma naslednjih dobrih idej. In to mislim, da je ideja, ki jo potem se splača razmišljati. S crowdfundingom ali pa s Kickstarterjem dobiš za to sredstva. Mi imamo zelo veliko dobrih primerov, kako so iz nič mladina naredili izjemne projekte. Se pa strinjam, da seveda bi pa en tak sklad v Sloveniji rabilo. Zdaj pa, gledajte, tale telefon, oziroma se mi telefon mi je všel, to ni več telefon, to je med drugim ki telefon, je simbol recimo hitrega tehnološkega razvoja. Ampak tukaj noter je samo 20%, tako grobo rečeno, inženirskega znanja v vrednosti tega izdelka. Vse ostalo, profesor Pivac, so družboslovno, humanistično in druga znanja, ki jih ti danes potrebuješ, da z enim takim globalnim izdelkom uspeš. Tukaj noter mora biti tržniki, psihologi, kulturologi, politiki, vidite, kaj se zdaj z Google Analytico dogaja, skratka, ti rabiš cel sklop strokovnjakov, ki kreirajo potrebe. To ne kreirajo potrebe po tovrstnih tehnoloških izdelkih, tehnologiji, inženjeri, oni to naredijo. To so vsi drugi zdraven, ki si izmislijo nekaj, da mi spremenimo svoje navade, vrednote in tako naprej. Skratka, prostora za to, da bomo kursirali še naprej v Sloveniji, tudi humanistiko in družboslovno znanje je veliko in se nam sploh ni treba nič upravičevati in brati. Zato imamo v gospodarstvu razumevanje. Vendar pa mi je dovolil, da ga citiram, ker enkrat to javno povedal profesor Stane Pajovnik, da se pa ukvarjamo s problemom, ki se mu pa reče, kako mi imamo tehnologijo in tehnološki razvoj, inženirski razvoj 21. stoletja danes pred sabo, žal pa družboslovje, tudi humanistika, marsikdaj, odgovarja z kategorijalnim aparatom in spoznanjem 19. stoletja. Da ne sledite več temu, kar danes ta sodobna tehnologija od vas pričakuje in zahteva. Namreč ta vsa tehnologija, ki to posebla, prinaša popolnoma drugačne spremembe v vedenjske navade, v politične aspiracije, kar se deluje in tako naprej. Kaj se bo zgodilo, recimo, če bomo naslednjič elektronske volitve, kako se reče, digitalne, skratka, se bo popolnoma spremenilo politično telo in tako naprej. Skratka, to so pa vse izzivi, s katerimi bo treba računati. Jaz sem te še nekaj predlogov, kako bi to spremenil, ampak če bo še tretji krog, ki bom v tretjem krogu povedal, kako pa mislim, da bi bilo potrebno pristopiti k temu, da bomo znanosti v Sloveniji dali večjo težo in da bomo na primernejši način povezali to, kar znanost kot potencial v Sloveniji predstavlja, zato da bomo imeli hitrejše gospodarski in tudi seveda socialni razvoj. Ja, bomo imeli tretji krog samo na temo, kaj narediti, da boste se zbližali. Recimo, primer profesor Evida, ta
takih embrijev in takih rešitev imamo pri nas verjetno še veliko v predalu ali v inštitutih ali v laboratoriji. Tako da je pa res, in to bi res rada podprla, da ustanovitev tega sklada, kot ste ga omenili, kot sem pripravila vaše prispevke, ki ga mora gotovo pri nas financirati država, ker nimamo veliko privatnega kapitala, kot je mogoče tudi. Je pa tudi res, da ga lahko ta z nekim partnerstvom, s gospodarstvom obogati in da tiste davčne olajšave, tiste denar, ki nastaja v tistih davčnih olajšavah, se lahko v ta sklad tudi investira in to lahko država naredi. To se pravi, denar se lahko najde. Je pa tudi politična volja, kot že smo se ugotavljamo, da je nekako in seveda, kdo bo pa financiral tudi te družboslovne humanistične raziskave, ki naj pripeljajo do spoznanj, kaj rabimo, kakšne marketing in tako naprej, kakšne družbe. Tukaj bi tudi potrebno, da ta delež znanosti, temeljne znanosti, in tukaj naj pa enkrat poudarim, da tudi ta temeljna znanost nujno potrebna za vse te spoznanja in za vse te, ne samo za tehnološke rešitve, ampak predvsem za družbene rešitve. In ta temeljna znanost mora seveda financiranje vsi vemo, o tem se vsi strinjamo, da lahko dosežemo 1%, ampak tudi strukturno jo umestiti v razne, torej v financiranje agencij, kot lahko tehnološka agencija. No, vse to, kar ste omenili, recimo to vprašanje teh temeljnih znanosti, sem zasledila nek esej ali neko pisanje, kjer načrtovalci prihodnjega razvoja vedo, da je ravno področje znanosti tisto, ki bo zaznamovalo to 21. stoletje. No in po tehnološki revoluciji 4.0 se že oblikuje posthumanistična revolucija 5.0, ki naj bi se odvila prav na področju biotehnologije. In pravijo, da take razmere bodo rabile vedno več bazičnega znanja, ne tega samo aplikativnega, ker tisti ljudje, ki imajo dobro bazično znanje, omogočajo večjo fleksibilnost na različnih področjih. No, in tega razmisleka pri nas skoraj da ne zasledimo razni pri znanstvenikih, mislim, da medtem ko gospodarstvo in politika, pa kolikor smo sondirali teren, ne vejo, kaj bi s tem počeli. Zanimivo pa je, da obstaja podatek, da bi v današnjem svetu naprednih tehnologij bilo potrebno 2% inženirskega kadra za stabilno ekonomsko rast. A ste vi, profesor Damjan, zasledili ta podatek? To je kar, da bi danes v tej tehnološkem razvoju bilo potrebno 2% inženirskega kadra. Zdaj, seveda, so inženirski kadri, niso samo elektriki, pa strojniki, pa te, ampak so tudi kemiki različni, da je ekonomska rast zelo stabilna. To je kar velik odstotek, ki ga mi ne premoremo. Kako? To je malo, ne se že malo, ja. Če je 20.000 generacija danes rojena, sigurno je več kot 400 upisanih na tehnološke fakultete, se jih je 2000 upisanih zdaj. No, to je 10%. Vi ste sploh računali, da bi recimo Slovenija rodila 100 doktorjev znanosti na leto. Ja, predvsem da je velika vlaga, tako jaz vrem. Mi, če hočemo dejansko sploh evropsko poprečje ujeti do leta. Smo več, smo novi. Vsako leto, da pride 400 doktorjev znanosti. Ne več čisto vzeti, ampak nekaj 100, da rečemo. Koliko je vi? Tu so na Ljubljanski fakulteti. 600 Če so je na Ljubljanski univerzi, sigurno. Vsako leto. No, glavne pa nekaj tukaj zanemarjamo. Jaz imam precej slikati z gospodarstvenike, tu zadnjič, ko smo imeli debato na gospodarski zbornici, tipičen odgovor, ki ga dobiš od menedžerja, je, jaz sem za znanost. Mi potrebujemo nove tehnologije, ampak jaz ne bom financiral vsega tega pogona. Tvojimi davki vi ne boste plačevali, s tem oni nič ne delajo. Jaz hočem, ker imam jaz idejo, jaz grem na inštitut, se zmenim, kaj hočem. Ampak kaj je problem te predpostavke? Je problem v tem, da on pričakuje, da tam neko znanje že obstaja. Brez da bi on pomagal, da sploh nastanka to vrstnih splošnih bazičnih stanj na tem področju. Če mi ne financiramo znanosti, če nimamo tega pogona,
pomeni, da pač ta gospodarstvenik, ko bo imel neko idejo, ko bo dobil željo na neko jutro, da pač priče nekoga in da na inštitutu, na kemijskem inštitutu in da pri njem naroči raziskavo, pač ne bo imel nekom naroči te raziskave, ker tega znanja pri nas ne bo. Mi naravno, da je stabilna, visoka vlaganja v barično znanost in seveda tudi aplikativno in da ta znanja so, da imamo tudi vrhunske strokovnjake, pri katerih potem lahko gospodarstveniki naročijo neko analizo, oziroma da jim pomagajo pri razvoju nekega izdelka. In zdaj pri nas moramo radi te bližnice, te šotkate, ki pa dejansko v praksi ne morejo delovati doben državi tega. Glede se ZDA, ki jo dajo kot primer najbolj neoliberalne države na tem področju, pa da bo tržno gospodarstvo vse rešilo. Ampak večina novih tehnologij je nastala zato, ker je to financirala država. Od interneta pa že prej. Spravi, ta vojaška industrija, vesoljska tehnologija dejansko sta ustvarili večino inovacij, ključ inovacij, ki jih uporabljamo, telekomunikacije, kjerkoli pač. Oni to dejansko financirajo. Pri nas pa pravimo, ne, vse to bo tržno gospodarstvo samo, da ne naredi tega. Se je zanimivo, če poslušate tega najbogatejšega, enega najbogatejših zemljanov, Jeffa Bezosa, pravi, ona rada plačuje davke, zato ker ve, da se s tem koristil. On se je usedil na infrastrukturo, ki je bila gotova, narejena iz državnega denarja, z javnega denarja. In pravi, da ko je to recimo narejeno, kar je pošto, letalski promet, železnice, kaj še, ceste, vse je bilo gotovo, on se samo usedil gor. Takrat, ko je okolje gotovo, se seveda sprošča človekova kreativnost, inovativnost in tako naprej. Ne pa, da se recimo tu laboratoriji borijo za vsak mikroskop, za vsako reč, ki je pa že tako vse zastarelo, hitro. Znanost se pa tako hitro razvija, da rabi vedno več sofisticirane tudi izdelke, aparate, infrastrukturo. Če mi smo tudi računali, da če mi hočemo biti na evropski povprečje javnih vlaganj v razkave in razvoj, to je pa 0,7-0,75% BDP, mi potrebujemo na letni ravni do leta 2025 povečevati vlaganje v 30 milijonov evrov na leto. Vsak leto dodatnih 5 milijonov ravni. In takrat, zdaj smo na ravni 200 milijonov, do 2025 pa potem na ravni 300 milijonov evrov na letni ravni za To je še malo, da več. Prej se je težko, veste, ste videli, kaj se dogaja pod prejšnjo vlado, pa smo imeli ministrico iz naših vrst in so zadeve padle in se dostavile. Ja, je zaustavila, ampak vendarle ni bila naklonjena nobenemu tehnološkemu razvoju in je strogo ločila Ministrstvo za znanost od Ministrstva za gospodarstvo in tehnologije, kar je bilo za mene nesprejemljivo. Pa samo jaz se pa zavedala recimo tega vlaganja države recimo v določena področja. Ne vem. V Sloveniji je bila ta italijanska ekonomistka Marijana Mazzucato, najbolj poznate, zraven sem sedela, ko sva poslušali to. In je točno vedeti, tudi na enih takih komizih je to poudarjala. Maja prihaja iz področja marketinga. Ja, to pa vem. Obstajalo na odmislih in ni šlo v realnosti, kljub temu, da smo zelo poslušali z raznimi konkretnimi predlogi. Da ne bi se o tem danes. Bi pa, da samo še, da zaključimo to debato v enih svojim članki, ste napisali, da bi mogli tudi RDS se usmeriti v neke aplikativne uporabne projekte. Tukaj se pa ne bi strinjala z vami, ker RDS bo pa pustila, da res temeljno znanost in okrepiti še rešitev je samo tehnološka inicijativa, te pilotne Domišljeno stvarjena smo govorili o tehnološki agenciji, da je strati in bojo iz istega resorta. Isti resort, torej ministrstvo, ki bo enotno v tem, da bi v tej sferi, torej zrabno tehnološko in znanstveno v enem ministrstvu. Jaz sem se predlagal, da se ministrstvo za razvoj. Predsednika Dr. Horvat. Bi gotovo ustrezalo, če se bo povišal ta delež vlaganj v znanost in razvoj, če mi ne dobimo, zato ker bomo pa indirektno sigurno tega dobili. Vendar tija obstaja že dolg časa, verjetno. Ne obstaja več. Pred 10 letmi je bilo, takrat smo vse, ker se ravno prej omenjal tisti ring 09, ker je bil slučajno taki razpis, ko je bil nam
najbolj pisani na okuže, ker smo pač lahko ravno te tehnološke korake prebrodi, sicer jih ne bi mogli. Ker osnovne sinteze materialov, v bistvu vse to, kar nam Kemijski inštitut lahko naredi, vse to še rabi potem nadaljni razvoj, ki se mu pa reči svoj razvoj tehnologije. Zato, ker iz malega na vrhu je pač korak, ki je redko, da je postavljen. Ponovadi je tisto celo odsotno, da se zadeva ne razvije. Ampak bi pa seveda družboslovce gotovo malo zabran vzel zato, ker gospodarstvo se ne pogovarja verjetno nič kaj dosti o družboslovju o tem, ampak če tega nimaš, ker je to osnova, ker je to teme, potem ne vem, kdo bi pa vodil vse te firme. Pri nas je že taka praksa, da recimo za kakega šefa je že 3 jezike govoriti, direktor govori 5 pa 10 tistih, ki smo si vojske naučili. In to je verjetno osnova, ne, da lahko tudi komunicira, ne vem, prodajo 40 držav, vse kontinente, vsi ne znajo angleško, oziroma nekje bistveno več prednost, če je v nemškem področju, če si dober v Nemčini, je to zelo velika prednost tudi kljub temu, da govorim vse angleško, da se ne menim z Rusijo. In to je recimo ravno, tu je naš direktor močan in nas to vleče, ker takrat je bila kriza, v zahodnem delu nas je Rusija, kar je malo po koncu država, ampak na začetku je bil govor o statistiki, ne, in po statistiki je zdaj seveda se meni podjetja ne vlagajo v razvoj. Jaz mislim, da vlagajo nominalno približno isto, vendar imajo višje prodajne cifre in zaradi tega pač statistiki pade malo bolj. Bi nam pa seveda pasalo, da bi se tudi te številke povečale sploh na račun države, oziroma da bi država spodbujala ta razvoj, ker z tega zihne ne bo. Ja, sej, mislim, ko pravite statistiko, ampak veste, mislim, država vlada, karkoli bomo rekli, ne, ona je bila kontaminirana s temi številkami, ne. Vsakokrat, ko je šlo, da se znanstveniki rekli, ja, nič 4, to pač ne da niti živeti, niti umreta, ne. In si takoj dobil, potem je bilo, ne vem, 2,5, zdaj 2 ali pa že malo manj. Ampak kljub temu dost, ne, sam na vrhu mislim, da 7 po teh kazalcih v evropski državi, ne, po uspešnosti. Ja, bi pa to nek trik, ne? Kakorkoli, gremo zdaj še zadnji krok. Ja, izvolite. Prej, gospod Pribac, sem tako delo omenil filozofija, humanistike, ne? Mislim, da je bil najboljši minister za znanost. Filozof. Ja, logično. Ja, je bil pa filozof, ja. Ne, on je podvijal vlaganje oziroma za tehnologijo. To bi si mislil. Če lahko samo Matjač Nacionalni inštitut za teologijo. Tukaj ni razkoraka med humanizmom in nehumanizmom, ali pa naravoslovjem, pa družboslovjem. Mislim, da ne. Vsi tisti, ki imamo doktorat tudi iz naravoslovnih ved, smo filozofi, se to PhD pomeni. To dejansko to pomeni. Tako da jaz se strinjam, mislim, da smo že prišli do tega, da vsi drugega potrebujejo gospodarstvo, komunizem, napredek, tehnologijo in vse je povezano. Zdaj bi bilo dobro, mogoče, če se res malo mora biti na naslednjem koraku posvetno rešitva, kako zapolniti tisto vrzel, tisto dolino smrti. Kako bi se zdaj tega dostili z roko v roki, tako doseči trajnostni razvoj. Ne moramo samo producirati enega produkta, pa bi dobro v tem, ampak moramo ta produkt nekako umestiti v to, kaj sploh hočemo doseči in kot naša produkta. Ja, sej, ki sem prej omenila Jeffa Bezosa, ne pravi, da bomo prihodnje, da se bo težka industrija se bo izvažala nekam na druge planete, ne, na vesolje, ne, zato, da bomo to zemljo varvali. Mislim, to so seveda lahko tako marketinške, morda pa tudi bo kdo doživil to vdaj. Se lahko odzovem na tole, kar je bilo zdaj rečeno? Ja, seveda gremo zdaj že tretji krog. Ne, drugi krog, kar se meni tiče. Spet sem nekoliko drugi krog. V manjku, ja. Malo bi
se odzval na te odzive, ki sem jih prejel, na to, kar sem rekel, pa mogoče še na kakšno stvar, o kateri lahko kaj rečem, ampak predvsem bom se odzival na to, kar me neposredno zadevalo. Torej, izhajam iz tega še enkrat, da humanistika verjetno res ne more računati na to, da bi kdorkoli vanjo investiral kot zasebni kapital, ampak da se mora opirati prav to na javna sredstva in mora biti pripoznana kot nekaj, kar prispeva celotnemu sistemu in kar je težko verificirati na ravni mikrosistema. Ne? Če je jezikoslovec izumil nek dober prevod, je težko kvantificirati, koliko bo ta dober prevod prispeval k produktivnosti, k dostajanju na novi vrednosti česarkoli, pač beseda gre v promet in proizvaja svoje učinke, ki je nemogoče imeti. To je prva stvar. In dobro, mislim, da sem vas prepričal, veseli me, da sem vas prepričal, da je humanistika lahko močno produktivna zlasti v industriji, ki je seveda že davno, pretežno storitvena in ne blagovno usmerjena. Ampak zdaj gremo pa na to, kar je bilo rečeno. Omenili ste in hvaležno so vam trajnostni razvoj. Beseda, ki še ni bila danes, prvič ste jo vi omenili, nakazali je že kolega Damjan, ko je govoril o distinkciji med shareholder in stakeholder modelom delovanja. Ne? Shareholder delničarji, stakeholder vsi deležniki v nekem pogonu. Stakeholder model pravzaprav pomeni v resnici prehod na idejo družbene odgovornosti, nekega gospodarskega pogona in seveda predpostavlja pravzaprav idejo, ki je danes postala normativna ideja razvoja družb nasploh. In to je trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je normativni okvir, v katerem se ne gibljamo in ta normativni okvir vnaša novo razsežnost in novo, bom rekel, nov pomen vlogo humanistike ali pa, bom rekel, bolj natančno dela humanistike za razvoj znanstvenega subsistema v družbi. V čem je ta dejavnik? V tem, da je samo del humanistike in to zelo ozek del humanistike tisti, ki se ukvarja z nečim, kar v resnici danes še nismo omenili. Danes smo izhajali vsi nekako doslej iz domneve, da več znanosti, več tehnologije, več znanja je nekaj dobrega. In češ to je nesporno. V resnici pa ni tako. V resnici ni res, da je vsaka tehnologija dobra. Imamo tehnologije, ki so uničevalne, ki so netrajnostne in imamo tehnologije, ki so trajnostne. Normativen okvir pomeni vrednosten okvir tudi. Pomeni etičen okvir. In etika pomeni vselej omejitev v izbiri, ki jih imamo na voljo. In etika do nadaljnega je disciplina filozofije. Ne sociologije, ne ekonomije, ne zdravnikov, ampak filozofija. To je nekaj, kar je ta družba še ni zares vzela na znanje, po mojem mnenju, kajti ugotavljam, da razne področne etike, kot je poslovna etika, kot je zdravniška etika, kot je etika na področju biotehnologije, predavajo najrazličnejši profili, od ekonomistov do zdravnikov, do sociologov, seveda, kar so vse popolnoma neustrezni profili. To so ljudje, ki so verjetno prišli tudi do doktorata, ne da bi kdajkoli poslušali predavanje, tečaje iz kakršnekoli etike in bi to morali kot družba popraviti. Ampak tukaj je še nekaj drugega. V resnici se moramo zavedati tega, da je ta etična presoja česarkoli, katerekoli dejavnosti, zlasti pa tehnologij, ki so v dobi 4.0, če dalje bolj globalne, če dalje bolj težko obladljive v svojih daljnoročnih posledicah, ker smo pač preprosto zelo inovativni, ker to ni več lokomotiva, ki prepraši konja na bližnji mili, ampak je to tehnologija, ki lahko pušča sledove v okolju za generacije in generacije, do katerih seveda smo odgovorni mi, kajti danes vemo za svoje posledice, pa vsaj lahko bi vedeli za posledice tehnologij, medtem ko nekoč morda in lahko oprostimo našim prednikom, teh posledic še niso videli, niso bili pozorni na in tako naprej. Danes torej moramo v resnici vse, kar počnemo, tudi etično presojati. Etična presoja je omejitvena presoja, ničesar ne dodaja, je kvečemu odvzema, ampak je to nekaj, kar moramo narediti v imenu naših zanamcev. V resnici moramo resno vzeti trajnost, ki je predvsem ekološka, ne? Dobili smo nekaj na posodo od naših zanamcev, ne kot
velja neka vulgata v Sloveniji, da smo pač zadolženi našim prednikom, da ponavljamo njihove vzorce. Ni res. V resnici je res etično gledano, da moramo biti odgovorni za naših zanamcev. Ampak pozor, ni samo ekološka razsežnost tista, ki je vsebovana v trajnostnem razvoju. Trajnostni razvoj ima tudi socialno razsežnost. Veste, politična stabilnost je del trajnostnega razvoja. Dežela brez nizko politično kulturo je prav tako dežela, ki ne more razvijati nobene ideje trajnostnega razvoja, niti ekološke. In mi imamo izrazite probleme za politično kulturo, po mojem mnenju, če sem bil povprašan kot politični filozof, kar v resnici tudi sem, ne samo, ampak tudi. In te problemi so deloma zvedljivi na to, da imamo probleme s komunikacijo. Še enkrat strajam. Naša družba ima zgodovinske probleme s tem, da je nastala na modelu malega kmeta, kajžerja, ki je v resnici razvija produkcijo sam s seboj in nima razlogov, da bi se s komorkoli komuniciral in to mišljenje se razvija do dan danes, ko vsakdo, celo vrhunski zdravniki na kliničnem centru ne čutijo prave potrebe, da bi komunicirali s tistimi, s katerimi so neposredno povezani v neki proizvodni verigi zdravja najmanjših članov naše družbe. Veste, tako daleč smo prišli v tej naši zapečkastosti in to je treba popraviti. Ampak dobro, če se vrnem temeljni misli, ja, etika. Etika na področju znanosti. Veste, po svetu vznikajo etični komiteji na najrazličnejših ravneh, pri čemer so tudi izdatno podprti z državnimi sredstvi, kajti to ni delo, kot se ga predstavlja Komisija za medicinsko etiko, ki v resnici dela za zaprtimi vrati. Če greste na spletno stran te komisije, boste našli že 2 leti, odgovorno to trdim, samo spletno stran, v kateri vas obvestijo, kdaj je naslednja seja te komisije, čeprav je to telo Republike Slovenije, bi moralo biti transparentno v svojem delovanju, preverljivo, javnosti in tako naprej. Nobenega komunikaja in ničesar ni na voljo na spletu. Torej, v tem pogledu bo treba marsikaj spremeniti, vnesti to presojo, ki pravzaprav pomeni spet, v resnici res je po mojem mnenju, veste, veliko več debatiranja o znanosti v javnosti, ki bo v resnici znanost tudi upela v družbo. In s tem naredila družbo verjetno bolj sprejemljivo za razne tehnologije, ki se ponujejo dan danes, ki so velik poseg v naše vrednote, potencialno, recimo, genske tehnologije, ki lahko odpravijo neke genske bolezni, lahko pa seveda tudi prinesajo nastanek super ljudi, če jih tako imenujem, ki bodo porušili naše dela enakosti. Vse to moramo kot družba predebatirati, če se hočemo trajnostno razvijati. Ja, gremo kar naprej. Profesorica Lahova, kaj si predlagate? Kaj izhod iz vseh teh problemov? Ja, če smo zelo pragmatični, bi predlagala novi politični skupnosti, ki se bo formirala, da se prestrukturirajo ministrstva, kot že rečeno, v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo. In seveda vključujoč obe agenciji, to je prva stvar, ki bi jo mogli nekako narediti, oziroma da se vrnemo nazaj na leto 2011 v smislu organizacije državnih prostorov, upravnih prostorov. Druga stvar seveda je ustanovitev teh agencij, kot rečeno, in novost bi bil sklad, tehnološki sklad, ki bi ga mogla, kot bo že rečeno, država še naseči. To je eno, seveda etika, kot omenjeno, ja, tukaj imamo precejšno pomanjkljivost, ustanovljena, da so se etična komisija pri SAZU-ju, vendar pa, kot rečeno, ne vem, saj dejansko se ti problemi etični, če so v raziskovanju skupnosti, v znanosti, rešujejo tudi za zaprtene vrate posameznih inštitucij. To je nekaj. Je pa seveda vprašanje naprej, kot ste rekli, ali že znamo posvojati tiste tehnologije, tiste znanosti, ki so trajnostne. Če ne vemo vsega. Podjavno, da smo že na tistem nivoju, da vendar pa seveda moramo vključevati samo možnih znanje. Ja, profesor Garman, vi ste o tem kar veliko o načinih preseči, recimo tako obstoječi stanje, pisali, razmišljali, govorili. Na kratko povzamete, kaj so te nevralgične točke in kaj bi to treba narediti.
Ja, spravi, mi smo govorili predvsem o tehnološkem in razvojnem preboju, ki gre se z roko v roki in pol večina stvari, ki smo danes tukaj pogovarjali, smo tam tudi omenili, se pravi od spodbujanja tehnologije z tema dvema različnima agencijama, skladom in tako naprej. Je program mladih raziskovalcev, se pravi, 2021, cifro si pač mislimo, koliko bomo vsako leto zaposlili v gospodarstvo, tako bo financirala država. Zdaj imamo še dodatni program subvencioniranja zaposlovanja tovrh kadrov, se pravi diplomantov iz tehnične naravoslovne smeri. Gospodarstvo, tako da država samo sofinancira socialne prispevke. V bistvu gre za nek tako se srečate gospodarstvo in javni sektor nekje vmes, tako da si deli stroške. To je tudi eden izmed možnih načinov, kako to zdaj narediti. Ampak gledajte, večina te stvari bo odvisno od tega, kakšna bo ta nova vladna koalicija in kdo bo minister. To, da minister prihaja iz profesorskih vrst ali iz akademije, še nič ne pomeni. Jaz se raje vidim, da prije gore en kulturnik ali pa filozof, ni bil nikoli v akademiji, ampak ima močno afiniteto do tega področja. Nekoga takega, ki bo v bistvu na več naredil, kot pa en profesor ali pa bolj že pač, ki je preveč znotraj tega področja. Recimo, imeli smo predsednika vlade, zdaj je tudi pravnik in profesor in tako naprej, pa našo kolegico, ki je dejansko povsem zanemarila vlaganja v raziskave v 4 letih, ker nam je šlo dobro, v času visoke gospodarske rasti, dejansko nam je delež padlo in tudi absolutno stagniramo. Moj prijatelj Adam Lenarčič, konkurenčnega inštituta, je rekel, da je šel predsednik vlade, ga je alarmiral s temi podatki in potem je gospod Cerar rekel, ja, se zavedam tega in bomo nekaj naredili. Ne se ni zgodilo. Tudi to, kar vi računate, da boste srečali se z bodočim predsednik vlada pa z ministrom, pa da boste šli poslušati, ja, to že mogoče, ampak te bomo šli in nič se ne bo spremenilo. Kar mi potrebujemo tukaj je predvsem velik pritisk ustvarjati non-stop na tem področju, javni pritisk, to je tisto, kar politiki razumejo. Oni ne želijo biti v medijih z negativno konotacijo, pravi, želijo si pozitivnega naboja in tako, da mi ustvarjamo dogodke, da jih silimo kot civilna družba, akademija je nekaj vrsta civilna družba z tega vidika, da jih silimo, da jih mi dejansko sooblikujemo, kreiramo politike za njih, katerim se ne morejo opreti. Morajo slediti, ker drugače bodo pač značeni negativno v javnosti in njihov etik bo padlo. Mi moramo biti proaktivni, da računati na njih biti pasivni, pa jamrati, da nam pač ne daje dovolj denarja, je premalo danes, da je proaktivno so težko. Zelo nakratko, to se pravi financiranje, da, ampak pozabila sem nekako poudariti, da je treba prestrukturirati javni sektor v celoti, ne samo 2 zakona za raziskovalno dejavnost ali pa za visoko šolstvo. Tudi je veliko zakonov, ki podpirajo ta prostor, kot na primer zakon o zavodih, ki je star 40 let in totalno nerealen, ki pa se gleda podreja vse ostale zakone. Tako da tukaj je potrebno dobro razmisliti in tudi res prestrukturirati ta sektor. Da ne govorimo o možnosti izhoda iz javnega sektora, ampak to je že bilo vprašanje, ki je danes ne. Samo še da se dopolnjujejo. Dodam še samo to zraven, dejansko treba zdaj spremljati zakon raziskovalne dejavnosti, pa seveda tudi organizirano raziskovalne dejavnosti, s tem vidika, da se dopušča profitna dejavnost, tudi v raziskovalni sferi. To pomeni, da lahko raziskovalne inštitucije ustanavljajo spin-off podjetja in kjer bodo zaposleni iz inštitutov oziroma fakultet, noto dobivali del svoje plače, predostane svoje plače, pa pač bo tisto, ki bo nagrajevanje na podlagi njihove poslovne uspešnosti. To je namreč od nas tako prekletstvo oziroma bogokletna tema, nas tega ne smeš omeniti, da lahko znanstvenik, ki je na jasnik, da lahko še za te zvrane zasluži, to je smrtna greh. Če veste v ZDA, sem bil na vseh teh tabliki univerzah, na Stanford smo šli in z Bobincem in z Jadrom Lenarčičem, ko gledam njihov design school, naprej, da tam je točno to, tam spodbujajo to, da imajo čim več sovlaganja iz zasebnega sektorja in da se potem tudi raziskovalci obnašajo kot podjetniki. Tam imate dejansko se kreirajo timi, ki so multidisciplinarni, ne samo z ene inštitucije, ampak z več inštitucij in hkrati se tam noter dejansko javna sredstva oblagajo z zasebnimi sredstvi in nastaja nova dodana vrednost. Vsi imajo koristi od tega. Tako industrija, tisti zaposleni noter in drugače se nekdo v javnem sektorju oziroma v raziskovalni inštitucije to počel, či ne morejo od tega
nič dobili. Potem smo močili, da smo vsi javni uslužbenci, imeli plače fiksne, to je to. In potem od nas pač se ne že pričakovali. Ja, dr. Horvat, kakšne predloge imate vi? Ja, verjetno se strinjamo, da ptijo pogrešamo, to se pravi primer dobre prakse treba oživiti nazaj, to je bilo prvo. Isto, pa čim bolj parirati eno drugemu, sodelovati skupaj zaradi tega, ker je to vse drugo nam ne prestane. Pod, da pa bo država to pospraševala, je pa sigurno to, kar sem že prej omenil. Na nek način najdemo se takrat, ko je treba tisto idejo da spode. Ja, Magister Milič, ja še vi ste že prej se oglasili z idejami. Najprej sem pojasnilo, lani je rektor Ljubljanske univerze promoviral 462 novih doktorjev znanosti. Se pravi, da imamo samo doktorjev, koliko kot ste vi rekli, da ne bi imeli inženirjev. Inženirjev diplomiralo je pa, mislim, da 4000. Zdaj pa, kaj so konkretni predlogi, oziroma predlogi? Najprej gremo od splošnega k konkretnim, pa jih bom zelo hitro navedel. Najprej, po mojem, je potreba pogledati tisto, kar imamo že dobro. In dobro imamo razvojno, raziskovalno inovacijsko strategijo iz leta 2011. To je treba revitalizirati kot novo zavezujočo strategijo s konkretnimi ukrepi. In eden izmed prvih, ki ga predlagal je, da je zakonsko določen znesek za razvojno raziskovalno delo v odstotku od BDP-ja. Če imamo vsi polna usta tega, da znanost je naša prihodnost, inovativnost je pa njena sestra, potem moramo zato tudi sprejeti neke zakonske usmeritve, ki jih ne bo mogla kar vlada od danes do jutri, ali pa minister celo od danes do jutri, ali pa sindikate bo nekdo spremeniti, ali pa gospodarska koalicija. In mogel bi biti tudi opredeljen delež, ker bi potem ta naprej narekoval strukturo uporabe teh sredstev. Koliko od teh sredstev bi pa šlo za bazične raziskave in koliko za aplikativne raziskave. Seveda bi mogli spremeniti potem tudi te administrativne okvire, ki gredo iz prenosa javnega sektorja v zasebni v podjetniški sektor. Jaz sem bil 8 član upravnega odbora Ljubljanske univerze in tam smo se občasno srečevali z projekti, kako bi naredili spin-offe ali pa spin-oute. To je tako komplicirano, to je tako nemogoče, da vsem tistim, ki so to kljub vsemu naredili, kapo dol, ker so pokazali poleg tehnološke in razvojne izjemnosti, tudi seveda izjemno vztrajnost, da so to naredili. Potem je treba spremeniti kriterije za napredovanje znanstvenikov. To, kar sem jaz prej povedal, pa kar je bilo mogoče preveč naše današnje debate, ali gre tukaj za dihotomijo med gospodarstvom pa znanstveno sfero. Cel sistem je administrativno tako narejen, da znanstvenike pravzaprav demotivira za sodelovanje, ker počasneje napredujejo, če se ne ukvarjajo s pisanjem člankov in nabiranjem točk in tako naprej. Potem so seveda pa še konkretni projekti. Posebni programi za povezovanje gospodarstva in znanosti, kot so sedaj zastavljeni SWIFT-i. Jaz ne rečem, da so SWIFT-i idealni, ampak to, da je prioritetno, da bo od 6 do 9 naprej država namensko vlagala sredstva, mora biti ena od naših prioritet. Potem tudi se strinjam z predlogom in mislim, da je treba kar naprej ponavljati, mi potrebujemo tehnološki investicijski sklad v Sloveniji. Mi seveda potrebujemo tudi TIO. Ne tako TIO, kot smo imeli, jaz sem bil žal med tistimi, ki so bili zadnji v upravnem odboru, ko smo TIO pokopali, ker je pač prišla taka politična odločitev, ampak takrat v TIO, popustite, bo samo 14 ljudi, ki so bili na proračunu. TIO je imela sicer 32 ljudi, ampak ostali, pustite, reveži so se mogli matra, da so z evropskimi projekti pokrili svoje sredstve. Se pravi, TIO je bila dobro zastavljena kot tehnološko-inovacijska agencija, vendar ni nikoli zaživela, ker ji nismo pustili in dali možnosti, da bi zaživela. Rabno pa eno močno agencijo, ki bi povezovala znanost in gospodarstvo. Vaučerje za sodelovanje podjetij raziskovalcev so tudi in bi jih lahko rehabilitirali. Program 2000 mladih raziskovalcev v gospodarstvu, za kar bi recimo lahko namenili po mojih računih 1 promil od bruto domačega proizvoda letno in bi s tem sofinancirali prakse doktorantov ter raziskovalcev, enih v gospodarstvu, drugih v inštitutu. Razvojne olajšave, mislim, da jih ne smemo podirati, kljub temu, da se strinjam, da je marsikdo tudi izkoristil, pa kljub samo so dale nekaj merljivih pozitivnih učinkov, na koncu še tehnološko platformno mrežo, v kateri bodo infrastruktura za spin-off in spin-oute, prostor, v tem ima tudi financiranje svetovalna podpora.